Moje vprašanje je gospod Jože Zagožen, ne kot predsednik nadzornega sveta, ampak kot doktor Jože Zagožen, ki je bil šef uprave za logistiko v MORS. A ni to podobno dogovoru, ki ste ga sklenili 30.12.92 med predstavnikom MORS-a, Zagožen, Krkovič, Črnkovič in predstavnikom Orbisa o tako imenovani proizvodni Evropi? Poglejte, imam dokument, ki je objavljen v knjigi Trgovci smrti. Desno ste podpisani MORS, Zagožen, Krkovič, Črnkovič, Levo, Orbis, Gorenje, podjetje v lasti Gorenje, Ivan Drauzbacher, vse gospod je slučajno tudi tast gospoda Bobinca, ampak to se ne šteje v slabo. Vi ste takrat seveda se dogovorili, da boste vi kot MORS naročili pri Orbisu Gorenju preprosto proizvodno streljiva, pištoli in tako naprej. Gospod Pavček je predstavil, to je bilo podpis, to je 30.12.92, dogovor. Gospod Pavček je prej povedal, tam je označen, tam počete, kjer je prišel. Čekaj, me potrezi za maketo. Liste, tako liste potrite. Gospod Pavček je prej povedal, da je potem, ko ni bil izbran kot sistemska tehnika, ga je obiskal gospod Krkovič. In mu seveda povedal, če boste poklicali te in te gospode, boste dobili posel proizvodne oklepnikov. A je vas tudi obiskal gospod Krkovič? Ne. Torej je obiskal gospoda Bobinca? Ne vem. Na kakšen način se Gorenje odločilo... Najprej tole razčistimo. Na kakšen način se Gorenje odločilo, da bo naenkrat iz tovarne štedilnikov postala tovarna oklepnikov, ne da bi to vključil svoj strateški načrt, ne da bi to imelo med svojimi investicijami in minister za obrambo trdi, da je to najboljše za Slovenijo, da bomo več kot tretjino vrednega posla 270-280 milijonov evrov naredili v Sloveniji. 30% za 90 milijonov evrov, to je dvoletni vseh investicij v Gorenju. Zato vas sprašujem, ali je to isto kot to, kar ste počeli leta 1992? Poglejte, zdaj po podpisih sodeč bi lahko bili to vsej moj podpis pa Črnkovičev, pa tudi Drauzbacherjev, mislim, da ne spominjam se pa tega dokumenta in ga ne moram in ne želim komentirati. To je prvo, v 115 letih, takrat se je opremljala, dragi predsednik, ko je šla armada iz vzhodne Nemčije, sladi 3 leta, mi smo pa od oktobra do februarja imeli že prve vojake v Šentvidu. Noč in dan sem delal, prišel sem iz Velenja. Do polnoči, pol enih vsak dan, pol sednih sem bil že v pisarni. Po 1 meter sem imel papirje pred sabo, vse zato, da se usposobi, da se napravi obrambna sposobnost Slovenije za to. Zdaj, kaj sem podpisal? Vi poimensko govorite, Črnkovič je bil takrat vodja delca navale, se mi zdi. Nekaj takega. Gospod Krkovič je bil poveljnik prve specialne brigade. Gospod Drauzbacher je bil pa takrat direktor Orbisa, ki je bila edino podjetje, koliko se spomnim, v Sloveniji takrat registrirano za te stvari. Drugega ni bilo. Drugega ni bilo. Evo, to je vse, kar vam lahko povem. Zdaj, sprašovati, je bilo to tako kot takrat. Prvič, čakajte, kako je bilo takrat? Ne vem, če ta dokument pristen, po podpisih sodeč bi lahko bil, ampak ne vem, ker se ne spominjam in tudi je lahko v knjigi karkoli, ker je bilo teh papirjev dost, pa je čas podaljen. Zdaj pa vam povem, jaz sem na začetku rekel, nikoli se nisem dogovarjal niti z Bobincem, niti z Drauzbacherjem, niti s komorkoli drugim, o tem, da se bodo v Gorenju delali oklepniki. Naj se čuje še tako paradoksalno, čeprav poznam te akterje, ampak nisem prej vedel. In nisem prej vedel, jaz sem zvedel, vprašal na nadzornem svetu in Bobinac je tam potrdil, da je res, da sem to zvedel iz časopisov. To je vsa resnica, ki lahko zdaj tu povem. Vse ostalo je pa špekulacija lahko, zelo primerna za predvoljivni čas.
jaz mislim, da smo v Gorenju in ravnamo zelo odgovorno, uspešno, zadaj je tukaj 1000 ljudi, delavcev iz vseh tistih okolij, ki poznate to situacijo. Jaz bi želel, da bi se daj tudi v Gorenju srečali, da se gleda to, gospod predsednik, osebno, ki mislim, da je ta nesporazum nedopusten, da se dobimo, pogovorimo in da se maksimalno, kar se da, tudi transparentno dajo stvari na mizo. Jaz ne verjamem, da bi Gorenje bolj prikrivalo kakšno stvar, kot pa jo neka pogodba obvezuje. Bom in tukaj cenim, poznam gospoda Bobinca, on je obvezni menadžer, predsednik društva menadžerjev, tako da meni je žal, če gre tudi za neki nesporazum, do katerega po vsej logiki ne bi smelo priti. Jaz sem tudi vedno bil za popolno transparentnost, ker mislim, da Gorenje, nima kaj